Zdravo. Beno. Me ne boš vprašal, kaj imam to? Žuža, me ne boš vprašala, kaj imam to? Ja, dobro, no. Kaj ćem te spraševati, če pa vidim? 2 kuhalnice. Ja. In zakaj imam 2 kuhalnici? Ja. In zakaj imam 2 patriota? Beno! Ja, dobro, no. Najbrž so te kakšni zeleni marsovci dobili, pa so ti da hitro izrazljali, pa... Ker sem obe kupila. In zakaj sem obe kupila? In zakaj si mi oba patriota kupila? Beno! Ja, dobro, no, ne vem. Najbrž te kakšni tam liban ugrabil, pa te tako dolgo ni spustil, dokler nisi 2 kupila. Kakšni knežu si ti? Ja. Vprašaj me. Dobro. Vprašaj me, koliko ste stali. Ja. Kaj ti jaz vem, koliko ste stali? Tak nič ne veš, ti bi nas povedala. Ena je stala €1,80, ena pa €8,50. Ja. Čakaj malo. Sta skoraj isti. Točno to. In veš, če je razlika? Tisto za €1,80 sem kupila v trgovini. Ono za €8,50 pa na štantu pred trgovino. Ja, pa veš zakaj? Ker je domača obrt. Seveda. Saj se še z lovske opazovalnice vidi. To je romunska roba, ta pa je prava slovenska. Ne, Mucek, to, ko si vrgo, je slovenska, to, ko pa v roki držiš, je pa romunska. Ribniška suha roba. Glej to. Ribniška suha roba. Ko pa je pol takega v ribnici, drage, to drago. To je tako drago? Veš, kaj je to? Etno. Zato je tako drago. Etno? Ja. A to je etno? Ja. Ja, dobro, pa bom pa jaz tudi kaj takega delal. Pa to ti ves čas govorim. Pokliči Ivota, pa začite nekaj izrezovati iz lesa. Pa ja, da bi izrezovala iz lesa, pa co. Ja. Zakaj? Ja, ker je etno. In etno je drago. In jaz bom to zelo dobro prodajala, razumeš? Ne razumem, ampak mi je jasno. No, fajn. Boš poklical Ivota? Ja, Žužika, glej, veš, Ivo ni glih v lesi doma. Pa to je še boljše. Če je malo šlampasto narejeno, bolj je še bolj etno, bolj je še dražje, razumeš? Sem Žužika, jaz ti pravim, da Ivo pa les nista eno, veš? V redu, hvala, sem razumela, bom pa sama poklicala Ivota. Tako kot moram čisto vse pri tej hiši sama narediti, ker si mi ti v tako veliko pomoč ves čas. Ajo, ti, skoraj bi pozabil. Baba! Prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno zveni. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za 3. To nad dopustov za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebrska stvari, ko ti posodi jajček ali 2. vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in vračajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se
sosed. Jona pot. Ja, samo. Jona pot. Jona pot. Jona pot. Super. To pomeni dober dan. Igen. Jona pot. Igen. Dobro. Dober dan. Igen. Seveda. Ja, igen. Seveda, igen. Igen. Jona pot, igen. No, kaj že zanimaš te? Ja, dobro, to so zdaj osnove. Glej, če bi ti meni povedala, kako se recimo, ko se znajdem tam v Budimpešti, kako bi jaz rekel recimo lahko, koliko je 1 ura gospodična? Pa ne mreš toliko reči. Reče se, koliko je uro. Ne razumeš dobro. Koliko je 1 ura gospodična? Pa ne razumeš, zakaj tako vprašala bi? Dobro. Ne razumeš, glej, če bi se slučajno kje znašel v kakšni situaciji, kjer bi to moral reči, recimo. Koliko je 1 ura gospodična? Kakšna situacija? Silvika, naprimer, jaz pridem do urarja in tam vidim 1 uro in vprašam, koliko je 1 ura gospodična? Daj recimo. No, poglej. Piši. Meni... Ne, počak. Zakaj pa žensko to blobi? Zakaj ne moški uror blobi? Zato, ker jaz hodim samo k ženskim urarjem. Zakaj? Pa ti čudni si tu nekaj smerdo. Tu čudni. Jaz vedno hodim k moški uror. Glej, Silvika, usmerjenost je pač usmerjenost, ne? Jaz imam pač svojo. Ne veš, kaj mislim. Ja, ne vem, ampak ja, mogoče je. No, dobro. Torej, rekla sva meni... Evo, kaj bo vidva? Jaz bodi Rožo učim mađarski hitri rakurs. Hitri kurs, jaz pa njo slovenščino. A ja, kaj si spoznal kako Lendavčanko, ha? Ne. Imam kmalu v Budimpešti poslovni sestanek. Poslovni sestanek, opa. Ja, tako je pač ta stvar, ja? In Silvika me uči par osnovnih fraz. Tako da zdaj že nekaj znam. Super. Super. Naprimer, Ja, tako to je. naprimer, Jona pot! To sem pa razumela. To pomeni, jaz grem na pot, ne? Ne, to pomeni dober dan. Ja, igen. Je ta mađarščina težka. Če posluša, kaj je Ivo doma? Ne, mu delavnica. Pojdi tjo. Ne, jaz bi malo stala, pa da slišim, kak Smilen govori mađarsko. Lako? Ja. Pa slišala že si. Jo, daj na še pot, enkrat, ja, no daj še enkrat. Naprimer, ti stopiš v prostor, jaz rečem Jona pot! Dober dan. Lepo povedala je. Super, ne? Ja. Igen, seveda. Ja. Igen. Igen. Si še kaj naučil? Meni... To bi pa moral povedati v koncu zdaj. Zdravo, Špeh. Špeh? Dobro, Špeh. Ja, kaj pa imaš po zelo hramo s sabo? Ja, tu imam eno, v bistvu imam eno malo prošnjo za tebe. Nekaj bi te prosil. Ja, ti kar prosi, no, jaz samo, veš, na tele gajbice pa, tele dežnike, vse pa, smuči se pa jaz ne spoznam kaj preveč, kaj ne zdaj s tem? Ja, se ti spoznaš na stojnice, mogoče? Ja, kakšne stojnice? Ja, take, veš, živilske, ne? Te, a veš, ki so na tržnici, Ja, veš, te stojnice. Kako, ja, kdo pa se ne spozna na te stojnice? Ja, bi ti lahko meni eno...
eno stojnico naredil iz tega Kakšno materiala. stojnico? Ja, to. Iz te krame? Ja, saj veš, recikliranje materijala pa to, veš, to je zdaj in, veš, to je zdaj Mogoče recikliranje, bi ne, to je. šlo, ja, da bi se dalo kaj narediti, samo, veš kaj, to bo pa stalo. Ja, dobro, no, se res stane, kakor hoče, se bomo že nekako skompenzirala, ne, Ivo? Bomo Ja, malo ne, nič skompenzirali. kaj, bomo ko malo, a? stane, koliko hoče. Ne. Boš ti meni to lepo plačal z gotovino, nič ne bomo kompenzirali. Dobro, ne bomo kompenzirali, v redu, no, hvala, no, daj ti poglej to, pa me pol poklič kaj, ne, ko boš začel delati, okej, Ivo, ajde. Poslušaj, ti bez ega pridi nazaj, kaj pa bi ti meni razložil, kaj pa bo tebi stojnica? A meni, stojnica, veš kaj, mislil sem začeti prodajati, veš, posušena zdravilna zališča, veš. Ja, ker je to zdaj in, veš, to je Ja, zdravo ti si, življenje, ja, že veš, zdaj zadnje čase kar in se meni zdi. Ja, veš, zdravo življenje, nazaj k naravi, veš, to je zdaj Ja, in. pa ne vem, če je to vse tako legitimno. A ne, pa idej, no, pa zakaj pa imajo zdravilne rastline človek, pa to je vse legitimno, legalno, a veš, to je, ja, to bo šlo, to je zdaj in, Ne vem, meni se zdi to čudno, da greš ti takole v legalne posle, veš, zelo. A dobro, Ivo, no, veš kaj, dost imam teh prevarin vsega, mislim, res bi rad to, mislim, nek pošten posel imel, res, dost mi je že tega, ne? Ja, pa, veš kaj, obrt bom odprl popoldansko. Sem že odprl SP, imam že pečat, pa kdo bo zjutraj vstajal? Zato sem si mislil, da vzamem popoldansko obrt traje. Seveda. Ja, kje pa boš ti opravljal to tvojo obrtno dejavnost? Najprej sem mislil za začetek pri meni v sobi. V stanovanju, v sobi, veš, da bi tam bil najprej stationiran kot baza, da postavim fundament, ne? Ja. Pa če pa bo posel začel iti, bi se pa jaz malo razširil takole na kakšne nakupovalne centre, na parkirišča njihova, veš, na pločnike. Ja, vidim, da imaš ti že cel načrt podjetja. Seveda, no, stari, se moramo, a veš, to je, ne smeš v poslu prepuščati stvari na ključu ali pa slučaju. Ja, seveda ne, ja. Sploh, če človek ve, v čem je razlika med slučajem pa med naključjem, ne? Ja. No, jaz ne vem, ne, sam, tako se govori, ne, veš, tako se pravi, ne, ja. Bomo videli. A bo zdaj to, boš ti to malo pogledal, ne? Bomo že, no, ti kar. Za stojnico. Ja, že v redu, Ja. pojdi, no. Dobro, v redu potem. Ja, v redu, no, ja. Ne? Se vidim, ja. Okej, Ja, mojster D.O.O. Dober, Žuža, ti si, kaj me se, ja. Kaj imaš, kako? Poslovno ponudbo. Ja, jaz sem za. Ja, da bi se, a kar pri vama, kdaj? Ja, dobro, pridem, ja. V redu, ja, ni problema. Ja, ja, no, kaj, pridem, ja, adijo. Ta krama zdaj, kje si vse to staknil? Lepo je biti sosed. No, zvoni. Servus. Ja, vidim, da ste že vsi resni zbrani. Ja, seveda, se smo resni, odrasli, poslovni ljudje, se ne vidi? Ja, odrasli to smo, ja, to bi že lahko rekel. No, v katerem grbu tiči zajec? Kaki zajec? Kaj zajce gojimo? Ne, ni nobenih zajcev, to je samo fraza. Kaj to fraza je? No, taka pogosta fraza. Frazeologemno. Reklo, Silvika, ti bom doma razložila. Nem tudom. Nem razumem. Pa dobro, čakaj malo, jaz tudi ne razumem, kakva freza, pa kdo jo bo vozil, pa to, pa tudi ne sprašujem. Prosim lepo, Žužika, bi lahko ti nam končno povedala, zakaj si nas skup zbobno? Ja, okej. Začenjam sestanek. Ja. Torej, kot sem ti že povedala po telefonu, imam poslovni predlog za vse nas.
Koliko dobro, da ti tako lepo misliš na nos. Ja. Halo? A, Ja, prosim. Stanek imamo. ja. Jo, no, bodi rožo, ja. Ja, kaj? Kako reče se kaj? No, posluš zdaj. Posluš. Piši. Bocsánat, nem tudom, hogy. Ja. Ja. A maga felesége? Ujatáig, praviš? Ja, to. No tako. Nem zakaj. Ja, servus. Adijo. A lahko vprašam, kaj ima, se upravičujem, kaj imaš zdaj ti z bodi rožo? Nincsen, mam. On gre na izlet v Magyarország, pa nekaj sem prevedla mu, nujno nekaj robilo je. Daj no, kaj pa je bilo tako urgentnega? Niče tako nujno. Samo hotlo vedeti je, kako reče se, oprostite, nem vedela sem, da to vaša žena je, zato ker gre na izlet, ne? Dobro. Lahko nadaljujemo, prosim, s sestankom? Ja. Hvala. Torej, moj predlog poslovni je, da bi začeli z manufakturo izdelave suhe robe. Z etno manufakturo. Čakajte. Zdaj pa jaz nič ne razumem. Kaj ne razumeš? Ja, kaj, vse. Recimo, kaj je to manufaktura, ne? Pol, kaj je to entno? In na konci, na suho bomo neko robo potakali. Čakaj malo, nisi rekla, da bomo neke mešalke, kako se reče, kuhalnice delali. Saj ti jaz povem, no, manufakturno pomeni ročno izdelano. Kako pameten je moj Ivo. In kuhalnica ni edini proizvod, ki bi ga delali. Dobro, vre. Kaj pa entno? Beno, Mucek, ti lahko Ivo kasneje razloži vse te težke besede, okej? Glavnem, mislila sem, če da se lahko vrnemo na sestanek, da bi Ivo, ker je mojster, vse to ročno izdeloval, vse te izdelke suhe robe. Kaj za vraga je pa spet to? Izdelke suhe robe. Lepo prosim. Kuhalnice, sita, razni leseni izdelki. Razumeš zdaj? Bi znal ti to, Ivo? Ja, pa kako nam znano Kaj nekaj, a kdo dvomi vame, kaj ne Ja, bom... Beno! Ne, pa to jaz tako včasih malo, veš, ko gremo na divjega vepra, pol mi pa vedno nekaj cvikaš, pa vedno nekaj, Beno, pet naprej, pa jaz bom pa zadaj, pa to sem mislil, nič takega. Ivo, no, hec, šala, mislim, Beno, Ivo. kaj takega si jaz nisem? 20, 30 takih kuhalnic bom zmanufakturiral do večera in bojo vse etno. Grenem, zir. Ivo. Vidiš, kako ti ujezil si Ivano, ti pisok si. Da se nisem hotel, no. Ja, pa itak vsi vemo, da je on največji mojster tu v našem bloku, pa take. Ja, igen, da je mojster. In kaj mi napravimo potem, ko on Jaz to ne vem, če ima to še smisel nadaljevati s poslovnim sestankom, ker Ivota ni. Ampak naj bo. Midve, Silvika, bi skrbeli za marketing in prodajo, razumeš? Oblekli bi se v narodne noše, seksi, da bo etno in bi to prodajali. Zdaj razumem. Pa to pomeni, da mi v narodni noši smo, ne? In potem te stvari take malo gerdo napravljene na roka, ne? To pomeni suha roba. Ja, vidiš, kak si ti fajn, kljub temu, da si Madžarka. Se pravi, Ivo bo vse to lepo naredil. Vidve boste vse to lepo seksi prodajale. Ja, pol mene tak ali drugače ne rabite in jaz grem lepo v Wunder. Kaj sva te rabimo, kam greš zdaj? Ja. Se me itak ne rabite, kaj bom te jaz delal? On naredi, ti prodaš, gotova stvar. Beno, ne moremo brez tebe, razumeš? Kuk ne? Ti boš skrbel za prodajo. Ti poznaš onega Berlingerja, ki je šef parkirišča pred shopping centrom. A ja, Bellingera. Ja. Joj, pa njega nisem videl že, odkar sem ga nazadnje videl. Ja pa dobro, pa kaj pol boš že zrihtal, kaki dete si? Lepo se zmeni z njim, da bomo lahko tam prodajali. Ja, dobro, no, bom pa šel, no. Dobro, zdaj pa pojdi v Wunderbar.
samo malo. Zgleda, da tam zgoraj malo slabše slišim. Še enkrat lahko poveš. Pojdi, prosim, v Wunderbar, pa se zmeni, da bi imeli tam razstavni prostor za malo prodajo. Si razumel? Ker so fejst težke besede. Za malo predajo? Ja? Jo, pa Žužika, veš, kakšen veliki plac je tam? Sama pojdi v bar, okej? O, ja, to pa ja. O, Jezus. Dobro. Halo? Odi Rožo, kaj že spet je? Kaj? Ja, piše. Piše. Hol van, itak urház. Ja, tako. No ja, ja, servusz, ja. Nem zakarja. Adijo. Kaj bi zdaj htel? Hotla vedeti, kako reče se po mađarski. Oprostite, kje je prva pomoč? Zakaj bi to? Čakaj, pa nemaš ono poslovni sestanek v Budimpešto? Ja, to ja. Čudno to je. Lepo je biti sosed. Hej, zdravo, zdravo. Ja. O, mojster. Ja, delamo, a? Ja. Delamo, fino, fajn. Ja. Eni de facto delamo. Aha, ja. Kaj? A ja, ne vem sicer, kaj si s tem mislil, si ti mislil kaj na mojo stojnico, Ivo? A? Ja, raje ne kot ja, zato ker sem dobil neko nujno naročilo. Nujno naročilo? Ja, Kakšno nujno naročilo? ja, moram izdelati zdaj 30 kuhalnic. Kuhalnice, zdaj se pa začel ukvarjati s Ti, pa dobro, potem poveti meni, pa koliko stane te kuhalnice, pa vse to poceni, misliš, se ga dobiš v trgovini za, koliko, za pol evre kupiš? Ja. Tiste iz Romunije, ki so delane industrijsko. Jaz delam vse ročno in so etno. Etno, a ja, etno, a prav, zakaj pa je to dobro? Ja, zakaj neki gre za to, da so izdelki domače obrti znatno, hočem reči, občutno dražji. Več denarja dobiš za, ti, ampak tole pa ni glih natančno, ne, tole pa... Ja, seveda ne, kaj, če gre za tradicionalistični res, suhorobnati z področja Ribnice, kaj ne da, gre za unikatni primere. Ja, unikatni primerek, ja, to pa je druga stvar, ne, pa mora biti malo po svoje, ne, to pa je res, ja. Kaj ne bo? Ti, ja, koliko pa stane ena taka, ja. Ja, bo pa 8 evrov pa pol kos. Kaj? Ja, Tole, ena stane 8 evrov in pol. ja. Ja, kaj je, gre za slovensko tradicijo? Nisem pol pa alkohol tudi mora biti dražji, ja. A ne, tisto gre pa za drug primer etnokulture. Ja. Ti, a misliš, da bi jaz tudi se lahko začel ukvarjati s to etno zadevo, prodajo z neko trgovino, z nekim etno... Bezek, smo te malo prehiteli, kaj? Ja, žal, ja. Žal, ja. Ste me, ja. Dobro. Mojster, ja. Boš mislil kaj na mojo stolnico, ne? Ja, veš, da bom. Dobro, ja, 8 evrov in pol. Fino. V redu, ne? Ja, v redu, bom mislil na tvojo stolnico, ali zdaj vidiš, da moram zaključiti s tem. Ne, mirno, samo koncentrirano, mirno, fino, brez... Etno manufakturo. Ja, adijo. Ja, adijo. Zajat. Lepo je biti sosed. Torej vsi zbrani. Tu smo zato, da pomagamo k ohranjanju in zavedanju Slovencev, da so Slovenci, ker je pa ne glede na ceno izdelka neprecenljivo. Lepo si to povedala. Zdaj še žal mi je, da Slovenka nem sem.
Pozdravljene, sosede. Servus. To je, delamo. Delamo, no, hišnik ti je všeč. O, ja, malo, ja, no. Tako, ja. Kaj no, to, Še ko? Kaj? Ja, ne vem, ribniška roba, ne, to je... Ja, kaj pa to avtentiko slovenski je? Ja, pravi Mađarka, ja. No pa dobro, kaj ti zdaj zopet ni všeč, Bezek? Ja, ne vem, no, ribniška roba, kaj pa Pa to... kaj ribniška, kaj potem? Ja, ribniška roba tukaj sredi našega naselja, ne vem, kako se je znašla tu, no. Jaz moram povedati, kako se je znašla tu. Povej mu. povej. Prvi spomnili mi smo se. Prvi spomnili, ja. Ja. Če ne bi bilo ribničano, ja, pa vi veste, da morate imeti nacionalno potrdilo o avtentičnosti izdelkov, a? Kaj? Oko? Za kaj? Ja. To. Ja? Ja, bomo dobili, ja. Bo Beno, bo šel na občino jutri. Ja. Ko bo šel k Beno, če pa se ni z ribnice. Ja, mama pa zelo radi, okej? Ja, idem zelo. Zelo radi. Pazite za inšpekcije, veste, ker vaša ljubezen njih ne gane preveč, veš, ne gane inšpekcijo vaša ljubezen do omenjenega mesta. Veš kaj, smo pa prvi, ki smo se spomnili na to najstarejšo domačo obrt v našem naselju. Ja, to pa tudi nekaj velja. Idem. A pridete k meni? Da boste pogledali pri meni, kako se jaz ukvarjam z domačo umetno obrtjo. Pridete k meni pogledati moje izdelke. Kaj si rekel? Ja. Šoštanjska šola umetne obrti. Avtentično. A ja, odkot pa tebi ta ideja? Kaj odkot mi ta ideja? Nima veze, odkot mi ta ideja. Kaj? Pa ma ona tisti... Ja, certifikat? Certifikat? Imam certifikat. Imam ga doma. Doma ga je. V predalu doma. Imam certifikat. Kako? Ti nam iz Šoštanj si. Pa nima veze, ampak jaz sem začetnik obuditve Šoštanjske šole umetne obrti v urbanem okolju. Pazite se inšpekcije, ja? Se vidimo. Ne zgini. Ne zgini! To nam dobro je. Jaz ga bom ubila, kaj bomo zdaj naredili? Prijavil nas bo, razumeš, prijavil nas bo. Nič, daj pa poklicat Benota. Kaj govorim, bedarije? Ivo ga pokliči. Jaz ga pokličem. Daj. Ivan, posluš. Bernardo noče izročiti Karpija. Kralj k Bernardu sle pošilja, ki nosijo mu pisanje. Naj na dvor se brž potrudi, na pomenek z njim prijaše. Nič Bernard se ne pretvarja, da si... Glej ga! Hišnik! Rej, kaki štamc je postavil. Ja. Kaj si ja nor. Soseda, kar naprej. Ja, sedite lepo, razkomotite se, počutite se kot doma. Ja. Kupite kaj, ne glejte, kupite. Dobre, vrej, hišnik. In zdaj te jaz sprašam. Ja. Odkot tebi ideja za ta tvoj posl? Ideja od Ivota, ne? Ja. Ja, in sem rekel, da bom imel etno obrt. Dobro, no. Saj sem da pa ja videl, kako si štant naročil. Ja. Jo, kaj to si mu ti naredil? Ja. Ja, dobro, no. Zdaj, če tako malo bolj pogledam, ne, niti ni tako pretirano strašno slab, ne. Pa to. Dobro, naju predvsem zanima, če imaš ti certifikate? Ja. Če imam jaz certifikate. Seveda imam certifikate. Jaz sem na novo odkril Šoštanjsko šolo umetne obrti, če bereta, ne? Če me malo pogledata. Ti? Ja, jaz. Ampak meni je to zelo čudno, veš? Da ti je čudno. Seveda. Ja, meni je pa čudno, kako to, da vi delate brez vsega. A veš, na črno, a? Kaj, to se ne vidi. Glej, no, bezek, daj, no. Kaki črno, mislim, da bo videl. Glej, ne bodi zdaj tako malenkosten pa take, ne? Glej, kaj če bi mi tako nekak skup, kaj praviš? To, vse skupaj. Pa take.
Pa to, ja. Kaj skupaj? Da bi kaj? Da bi kaj? Da bi mi skupaj kaj? Da bi veš, Beno pozna Bellingerja. Bellingerja. Ja, od starega Bellingera sin. Ja, Bellingerja, seveda. On je zdaj direktor tega velikega trgovskega centra in bi lahko imeli skupno stojnico. Tak je. Da bi imeli šoštenjsko, Šoštansko, ribniško, etno posušeno, mislim to, suho robo. Ja, zanimivo. Sam, veš kaj, jaz imam, moja roba je avtentična, ne, in cenejša od vaše. Dobro, hišnik, ampak kaj pa stojnica, mislim štand pred nakupovalnim središčnim centrom? Plac, ne? Ja, veš, Bellinger je poročen z mojo sestrično. Kako z njo nor? Ja, Beno, to gre za naše interese, vidiš, da bi nas rad uničil. Kdo bi vas rad uničil? Zakaj bi vas jaz rad uničil? Pa sej, a ni konkurenca zdrava? Konkurenca je zdrava, a ni? A ni konkurenca? Se konkurenca mora biti. A greste že? Dobro, no, v redu, pa pridite še kaj nazaj, ne? Ja, povejte še komu, ne, da, glej, 6 evrov je tale, vidiš, pravokotna, potem okrogle so pa, no, adijo, pa. Bellinger, ne morem, ne. Bernardo poslednjikrat prosi za očetovo svobodo. Na arlanških se bregovih karpijskih mudi Bernardo, jahajoč na konju vrancu, ki škrlatno ima opravo. Ščit obesil je ob sedlo, kopje pa je dal čez ramo. Gleda ga vse mesto Burgos, gledajo ljudje ga plašno, ker vedo, da je v orožju le kadar za stvar, gre važno. Bellinger je. Pa tako lepo se je začelo. Jaz imam veliko žalost in ogromni jezo. Ja. Prekleti hišnik kretenski. Kretenski. Najprej vkrade, pol pa še grozi. Prasec. Pa še certifikacije zrihtal za tisto šoštansko. Ja, Žužika, če je pa bil pač prvi. Ja, tako je to. V naši državi, če si prvi, se lahko vse privoščiš. Ja, še posebej, če ogromno vkradeš. Recimo, kako veliko istrsko podjetje ali pa kako konfekcijsko tovarno, ko šiva konfekcijo v najlepšem predelu Slovenije. Ali pa, kaj ti jaz vem. Jaz pa še zdaj ne morem verjeti in se sprijazniti z dejstvom, da bi nas tako po domače in na suho, kako že. Misliš? Tako. Juš, še samo sreča, da sem imel celi čas Dobro, nehajte že s temi moškimi forami. Mene ena stvar zanima, kaj bomo mi smo še vztrajali s to domačo obrtjo? Ja, seveda Žuža. Ja, če sem pa jaz že štand na bavo. Ja, in ga bomo lepo dali postaviti pred nakupovalni središčni center. Ja, igen. Pa še certifikat ima. Jaz imam idejo. Ti. Kako? Vsi vemo, da moja rodbina po očeta pradedovi strani izvira iz Ribnice. A ja, to vemo. Jo, to se pa spomnim. Jo, to je tisto tvojo družinsko stablo, ali deblo, ali družinski grm, ali kako si to že dal delati. Dobro, Bela, nehaj, da si ne boš kaj naredil. Ja, in Ivo, kam pa šel? Nič, moja domača obrtnica, jaz zdaj lepo grem vendar. Mislim, grem po mladega Bellingera. Mislim, od starega Bellingera, sina peljem vendar, mislim, no, se veda, kako sem mislil, pa take. Ne? Ja, moram iti ko... Ivo, čakaj, Ivo. Silvi, jaz nimam pojma, kaj je mislil, pa me tudi ne zanima. Daj vam id ven ga spit. Jo, igen, lahko, zo živce, ne? Ja, to. Moš palinko? Ne, imam viski. Ja, to nam avtentiku slovenski. Ja, in? Ja, grem jaz pobarat s palinko. A to pa je slovensko, kaj? Ja, igen.
kosec. 300 konjenikov jaha, praporce okrvavljeno, črna jim obroblja barva. In sred konjenikov 300 truplo ranjenega Fernanda. Žlahtnega je Ari. Dober dan, dober dan. Kaj je zdaj? Ti naš velen trgovec. Biznis laufa, hišnik. Super, super, prodal sem že 27 kuhalnic. Jo, no, če tako pomislim, to niti ni tako slabo za hišnika. Torej, kot si rekel, konkurenca je zdrava. Ja, evo. Čakaj, kako si pa to dobil? Kako si to dobil? Certifikat. Ja. Sem premaknil sedež podjetja v Ribnico. Tak je. Veš kaj, jaz se ne bojim konkurence. Ne bojim se konkurence. A ja? To bomo šele videli pred nakupovalnim trgovskim centrom. Pa tak je. To bomo pa res videli. Jaz bom dobil boljši plac, pa že zdaj sem cenejši od vas, tako da nimate šans. Poslušaj ti, Bezek, mi ti odpustimo vse tvoje napake in to, da si nam ukradel idejo, če bomo nastopili skupno na skupni stojnici. S skupnim nastopom. Me ne zanima. Me ne zanima. Hojla, hojla! Živijo! Glej ga! Živijo sosedje, kako je kaj? Kako smo? Kako se reče, povsod je lepo, ampak doma je najlepše. Doma pa je toplo. Pozdravljeni in dobrodošli nazaj iz Budimpešta. Hvala, dragi moji sosedje, hvala. Kaj pa imaš to pri čelu? A ja, to. Zdaj je že v redu, nič. Rekel, to je kolateralna škoda potepanja po širnem svetu. Torej, imel sem neke lingvistične barijere, bi se rekel. Ja, ne vem, ali je bilo vprašanje napačno, ali pa sem ga na napačno naslovil. In? Ja, nič. Malo se pa govorimo, kako je biznis pa to. Ja, ker vprašaj ga, odkot mu ideja. Čakaj, kuhalnice. Ja, kuhalnice. Prinesel sem vam nekaj iz Budimpešte. Fajn, darila. Neka darila, poslovne stvari. Torej, tole je za dami. Hvala, Smilko. Malenkost. Tole vidite, to je pa za moško. Bravo. Hvala, super. Poslušaj ti. Bodeš, kje pa si dobil ti te kuhalnice? Ja, kuhalnice sem vzel v Lentiju, takoj za mejo. Nisem z Budimpešte, v Lentiju za mejo iz tržnice. Se veš, Bezek, tam, ko ti kupuješ. To so od tam te Kje? kuhalnice. Kje? Kaj? Ja. Je tam, kjer ti jemlješ to robo. A ja, Kjer smo se srečali zadnjič. Kjer, midva? V Lentiju, ja. Lenti, kje pa je? Lenti, to je tisto majhno mesto na Madžarskem, takoj za našo mejo. To je zraven avtoceste. Točno tam, ja. To je jezero tam. Nisem Tam so si bil. pomahala. Kaj so si? Pozdravila so se, Bezek, jaz sem te pozdravil. Daj, da prosim, bodi roževa, to si me zamenjal z nekom tam nekim menim človekom. Dosti krat zamenjajo kakšnega Madžara. Ja, na ulici pa... Pa to je bil, to si me zamenjal, nisem bil jaz. Bezek, to si bil ti, 100%. Čakaj malo. Kje pa je zdaj ta tvoja šoštanska šola etno obrti? Dajte se zmeniti. Glede na to, da so vse kuhalnice tukaj identične, zelo bi jaz kar verjel Smiljanovim trditvam. No, mir, bodi roža, prosim. Zmeniti, ja, ti plagiator! Pa ne bodite malenkosti, no. Se je tu ogromno dogajalo med tem, Se je, seveda. Ti se samo pazi inšpekcije. Nič, grem lepo zdaj jaz direkt do Dirmbeka. Mislim do tega glavnega inšpektora. A do Jerneja, ali kaj? Seveda. Zdaj sem ga čakal, koliko ten. Mi dva tudi. Ja. Re,
Če pa ne bo inšpektorja, pa se dajmo zmeniti. Hišnik. Dajmo se zmeniti, kaj pa če bi mi skupaj začeli to prodajati. A da bi se zmenili? Zdaj pa. Vrej, skupaj, ne? No, pa se dajmo zmeniti. Vrej, dečke. Bi se dalo kaj, ne? Scotty, beam me up. Kje so prišli? Romanca o pokopu Fernanda Ariasa. Skozi še nikdar zaprta, fantje. Stara ozka stranska vrata s črnim znamenjem pred sabo, 300 konjenikov jaha, fantje! Praporce okrvavljeno, fantje, kam ste šli? Fantje! Ivo, Peno, bodi roža. Lepo je biti sosed. Draga moja soseda, čestitam vam, da ste razrešili vso to kolobocijo glede tistih kuhalj, predvsem pa vam čestitam za vaš nov etnobiznis. Zato se preživeli. O, ga si rol. Dobro, poslušaj, bodi cvet. Nama boš končno povedal, kako si fasal ta flanšter na oko. Ja. Se ni nič takega. Ni nobena zabavna zgodba, no. Daj, no, se smo sami domači, pa tudi če je tragična zadeva, lahko povem. Glej. To je klasična moška ljubosumnost. Vse veste, kaj mislim, ja. Ja. Čakaj malo. Pa ti ja nikak nisi ljubosumen. Ne, jaz ne, ampak mož od Mađarice. On je ljubosumen. Jaz mislim, da bi ona morala dobiti očesu, zaradi tega, ker, mislim, se ga nisem jaz prevaral, ne? Ampak pustimo to. To je za mano, jutri je nov dan. Samo, da se stvar dobro izide, to je vse. Na zdravje. Živeli. Dobro izide. Konec dober, vse dobro, ne? Tak je, kako si rekel, da živeli. Pozdravljeni prijatelji. Servus, naša stojnica pred nakupovalni središči že stoji. Čestitam vam za vašo stojnico in vaš novi biznis, še enkrat. Jaz nam tudi čestitam. Ampak nekaj mi ni jasno. Kdo vam pa tam prodaja, če ste vsi tukaj? Če ne boš verjel, ali pa tudi ne, hišnik. Hišnik? Ja, kaj pa? Hišnika ste zaposlili? Kaj zaposlili? Zastonj nam dela, samo da ga ne prijavimo za ponarejanje etno izdelkov. Temu se reče dober posel. Zelo dobro. Ja, in to z izredno poceni delovno silo. Tako poceni, da je že zastonj. Ja, Ej, pa Ivo, še tvojo stojnico smo uporabili. Igen. Kako le? Ja, dali smo zraven našo stojnico. Dobro, zdaj pa lepo prosim, name nekdo vseka po možganih. Zato, ker jaz, ampak čisto nič ne razumem. Mucek, ni kaj razumeti. Na Ivotovi stojnici prodajamo izdelke z lentija. Ja, kako, zakaj pa bi zdaj delali konkurenco sami sebi? Kuhalnice iz lentija so vsaj 10-krat cenejše. Ne, nič več, Ivo. Zdaj stanejo 11 evrov. Ja, tako da vsi kupijo naši izdelek za 8,5. Ja, ampak ne vem, če je to legalno, da hišnik prodaja na obeh stojnicah hkrati. Se ne prodaja na obeh. Na onih iz lentija prodaja Bogdanče. Smo mu rekli, da lahko ves denar, ki ga zasluži s prodajo, obdrži. No, to pa je dejstvo, ki bo kupce odvrnilo od nakupa. Dober biznis! Ja, se pije na to. Silvika, daj probi potekni. Živela domača obrt! Živela tradicionalna slovenska obrt. Živela! Živela Slovenija! Živel patriot! Živel! Naj živi. No, vidim. Ja, zdaj ti potegnimo. No, daj Silvika, ti kažem nagme. Bilo, da je to še enkrat dobro. Ja. Ja.
To pa še mojega odpira potem. Ne, hvala.